Lepo vas pozdravljam v 21. epizodi podcasta Inspiracija. Sem že komaj čakala, da posnamem naslednjo epizodo. In tokratna tema je namenjena besedam oziroma kako je pri izražanju zelo pomembno ne samo besede, ki jih izražamo, izbira besed, ampak predvsem energija, ki je zadaj. Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da vam je nekdo mogoče res leporečil, povedal veliko lepih besed, ampak nekako jih niste začutili v sebi, ali pa ste ob tem čutili mogoče kakšno napetost, ali pa nekako se vam je zazdelo neiskreno. Skratka, ljudje smo čuteča bitja in ljudje začutimo sočloveka in iz katerega mesta v njem prihaja tisto, kar izrazi. Torej, začutimo, bom rekla, njegova čustva, njegovo energijo, njegove misli. Se pravi, energija je pravzaprav posledica človekovih misli, občutij, tudi telesnega počutja, skratka, celokupnost človeka zaznamo. No? To je ta, ko rečemo, neka prezenca ali pa neka energija, ki jo pač človek oddaja. In ljudje imamo senzorja, tudi če se ne zavedamo, mogoče nimamo zavestno, ne zaznavamo tega, naše telo v resnici reagira. Tako da, ko, bom rekla, poslušate nekoga, ko se z nekom pogovarjate, bodite pozorni tudi na ta del, torej na ta nevidni del komunikacije, ki je pravzaprav bistven del. Ne? Z besedami lahko marsikaj zakamufliramo, ampak z energijo pa ne moremo. Zato vedno rada poudarjam, da skrbite za ta svoj notranji svet, da bo čim bolj, bom rekla, v skladu z vami, da boste čim bolj, bom rekla, očiščeni tega balasta, tega, kar vi niste, tega, kar so vam mogoče, kar vam je okolje, ali pa družba, ali pa ne vem, starši že v otroštvu, kar so vam nekako naložili na vaša ramena, ali pa če rečem v vaš program, in je nekako v neskladju z vami. Ne? Ker to potem povzroča v bistvu neskladja tudi v odnosih in pravzaprav na vseh področjih življenja, ko se vam zdi, pa zakaj naredil sem vse tako, kot treba, pa nekako mi stvari ne stečejo. Ne? Vprašati se je treba, kaj je tista energija zadaj, s katero se vi izražate. Tudi recimo, torej karkoli počnete, če je to neko, ne vem, ustvarjanje umetniških del, ali je to samo pač pogovor, ki ga imate z dotičnimi osebami, ali v zasebnem življenju, poslovnem življenju, kjerkoli, vedno imejte v mislih, preden kaj izrazite, s kakšno namero, oziroma kaj je vaša namera zadaj. Ja? Se pravi, ko vam je enkrat jasno, kaj želite izraziti, bodo besede v bistvu stekle same od sebe. Torej, jasna vam mora biti tista namera zadaj. En tak primer bi vam dala, pred kratkim se spomnim, če recimo to malo navežem na glasbeni svet, ki je meni osebno zelo blizu. Pred kratkim sem poslušala eno francosko pesem, ki se me je, bom rekla, dotaknila v bistvu vsake celice mojega telesa, sezula me je, v bistvu je šlo za balado, zelo imam rada balade in bila je v francoščini. Jaz nisem pač po naključju, ne, sem jo zasledila, moram reči, da nisem razumela v bistvu niti mogoče, ki kakšno besedo francosko že znam, ampak nisem pač poznala konteksta pesmi in celotnega besedila. Ampak jaz sem jokala kot dež. Mene se je ta pesem tako dotaknila, da sem res zajokala z dna duše. To je bilo tisto čisto, bom rekla, neko zdravljenje moje duše v tistem trenutku. In tisti trenutek sem bila malo šokirana, nisem vedela, kaj se je to zgodilo. Dejansko se je zbudilo moje celo telo ob tej pesmi. In očitno je ta pesem, bom rekla, zadela ob eno mojo rano, čustveno rano, ki je že dolgo spala v meni. In fascinantno mi je bilo to, ne, da, kot že rečeno, nisem poznala besedila francoskega jezika, ampak energija pesmi, čustvo, ki je bilo zadaj, namera te pesmi, zgodba, ne, ko sem tudi gledala še videospot, zgodba me je v bistvu tako potegnila vase, da sem v bistvu
začutila s celim telesom to pesem. Šele kasneje, ko sem potem v bistvu šla skozi ta proces, bom rekla pravzaprav zdravljenja moje duše, čiščenja moje duše, sem v bistvu šla preveriti besedilo in mi je bilo pol, bom rekla, še bolj jasno, zakaj sem jokala, da sem si nekako lažje racionalizirala svoje čustva. Ampak bistveno je bilo to, kar sem že poudarila, torej fasciniralo me je res, kako ljudje čutimo, ne? Kako v bistvu tudi glasba na splošno odpira srce, ne glede na to, v katerem jeziku, ne? Kako je to v bistvu univerzalni jezik glasba. Ne? In tudi, kar se tiče govora našega glasu, se pravi, ko mi recimo govorimo res iz srca, se to ljudi dotakne, hočeš, nočeš. In razen, če so res ljudje na drugi strani zaprti, bom rekla, zaradi svojih ran in pač ta, bom rekla, sporočilo ne pride do njih. Ampak mislim, da na neki ravni vsak to čuti, ker čuteča bitja smo in ne moremo zanikati svoje narave. Tako da, poudarila bi rada to, da dajmo se pogovarjati res iz srca, dajmo v svojih pogovorih res paziti na to, s kakšno namero govorimo, da je res naša namera ljubeča, brez sovraštva do nekoga. Sej seveda imamo momente, ko pač skušamo izraziti tudi tiste svoje temne plati, ko moramo izraziti jezo, ko moramo dati sebe ven, ampak dajmo to narediti na tak spoštljiv način, na pravi način. Dostikrat me ljudje sprašujejo, pa kako, ne, če sem jezna, valjda da pol vržeš na človeka, če mi je pa naredil pa to, ne. Kako naj izrazim jezo, ne da bi ranil nekoga drugega, ne. To je zelo dobro vprašanje, ne. Naša namera torej ni raniti nekoga, ampak kaj narediti s tistimi občutki, ki bolijo, oziroma z občutki jeze, tudi s temi močnimi čustvi, žalostjo, ne. Še vedno smo lahko spoštljivi. Tisto jezo nam ni treba vršiti na nekoga dobesedno, ne? Lahko pa jo v bistvu preusmerimo. Lahko jo preusmerimo v ustvarjanje, lahko gremo, ne vem, boksati vrečo, gremo teči, karkoli. In potem na lažje, bom rekla, z neko odločnostjo, z svojimi osebnimi mejami izrazimo to mejo na konstruktiven, na jasen način. Se pravi, jaz sem v redu, ti si v redu, ampak tukaj so moje meje. Ne? Da nam ni treba povzdigovati glasu, da sežemo do nekoga, ker ponavadi s tem samo nek odboj dosežemo, ne? Ampak da v bistvu pri sebi predelamo določeno čustvo, ker šele ko predelamo čustvo, se nam zjasni namera, ki smo jo imeli v nekem pogovoru recimo ali pa nekem izražanju, in šele potem lahko res na zdrav način skomuniciramo s človekom na drugi strani. Tako da to bi bilo torej moje sporočilo, no? Da vedno, ko se izražate, ko greste v kakšen pogovor, ko karkoli ustvarjate, vedno imejte v ozadju to namero, da ste spoštljivi, da ste ljubeči, da stvari res poveste iz srca, torej da ste pozorni na tisto namero. In zagotavljam vam, da ko boste govorili res iz namere, iz srca, da bodo vaši odnosi dosti boljši, ljubeči, lepši. Tudi če bo kdaj prišlo do konflikta, še vedno se lahko vrnete nazaj vase, pogledate, kaj lahko skomunicirate bolje, bodi si svoje meje, bodi si tiste težke stvari, ki bi jih radi skomunicirali, kar je včasih težko, ampak se da. Ko govorite iz srca, ko si dovolite to ranljivost v sebi, takrat vse lažje steče. Tako da toliko, no. To sem želela izraziti torej v tej epizodi, sicer sem bila bolj kratka, ampak dobila sem ta navdih, nekaj me nekateri sprašujete, kako dobivam te teme za podcaste. Priznam, da pride kot navdih po nekem določenem obdobju procesiranja neke teme v lastnem osebnem življenju. Dolgo časa sedim s temi mislimi, meditiram na to, skratka se poglabljam v neko temo in potem pač vam skušam to na čim bolj, bom rekla, preprost, razumljiv način tudi povedati, tako kot sama čutim. To so pač moja doživljanja, moji pogledi na stvar. Seveda, kot vedno rečem, odpiram prostor, da tudi sami najdete svoj odgovor na ta vprašanja.
Ja, tako da hvala, no, ker ste prisluhnili in se vidimo spet naslednjič, ko bo še ena zanimiva tema na krožniku. Do takrat pa, kot že rečeno, želim vam čim bolj ljubeče izražanje, želim vam čim bolj poglobljen stik s samim sabo. To je osnova za vse v življenju. Srečno in se vidimo.